Sicer pa je pustni torek, s številnimi povorkami so se pustne maske za eno leto poslovile. Ja, današnji pustni torek je vrhunec pustnega rajanja. In tako videli bomo, veselo je bilo popoldne v Novi Gorici na Osrednjem trgu, kjer so v pustnih maskah rajali najmlajši, pa tudi tisti malce starejši. In tudi predstavo so si lahko ogledali, najboljše maske pa nagradili. Poleg mask si pusta seveda ne moremo predstavljati brez tradicionalne sladice pustnih krofov. Slovenci jih obožujemo. Prodaja te mastne sladice, saj jo boste videli, verjetno ste jo že pojedli, se v tem času poveča za 5-krat, v pekarnah jih odsvrejo na tisoče, ali 2 sta letos zelo posebna. Tanja Volmut. In v delavnico, kjer nastaja najklasični krof Slovenije 2025. Sestavine za krof. Pa zamešam in mešam 10 minut. Hop, hop. Potem dam na mizo, pa razdelim na 3 kile, pa dam skroglati. Pa še pika na jija. Ko se speče, se da marmelada marelična noter. Koliko krofov ste pojedli leto za pusta? Enega, da sem poskusila, kak je. To so vse naročila? Ja, to so naročila. Mi smo se mogli v bistvu znajti pa nek sistem na hitro upeljati, tako da nekdo samo sprejema klice. Najlepša hvala. Krof je 46 let truda vloženega in prilagajanja recepture naše mojstrice Zlatke, tako da v bistvu je ta nagrada posvečena njej. Mož, ker mi je poklical, zmagali ste, nagrado ste dobili. Šefica je rekla, a res, a res? Ja, res. Pa smo se pa obe skoraj razjokale. In na morje v Portorož. Ta krof je letos prepričal strokovno komisijo za naslov Najinovativni krof. Povezali smo sodobnost, tradicijo in lokalnost, ki jo predstavlja vrtnica, pravijo v slaščičarni. Je pa posebnost tega krofa ravno ta portoroška vrtnica. Torej v sredici najdemo tudi aromo vrtnice in rdečih sadežev. Tudi pri njih krofe izdelujejo ročno. Proizvodnja gre od začetka, torej od priprave testa do same dekoracije, izključno ročno v naši slaščičarni. V tem pustnem času so jih dnevno napekli okoli 1000.